Dali. Luka, najlepša hvala. Ja, iz navadnih avtomobilov bomo prišli kar na formulo. Z mano je namreč že Vid Voršič, fotograf Formule 1, pa marsičesa drugega. Vid, dobro jutro, lepo pozdravljen. Slišim, da se čez vikend odpravljaš v Monako. Bo to prva tekma po dolgem času? Ja, v bistvu od lanskega februarja. V bistvu zadnjo dirko sem delal 2019 decembra. Lani sem šel na testiranje februarja, pa zaradi korone so začeli nas desetkati. Tako da so samo velike agencije spustili delati. Pa Zdaj boš pa prišel že zraven v soboto, ne? Ja. Če bodo vsi testi pa vse štimali do sobote, pa če ne bodo letov odpovedali, pa vsega bo, če se vse poklopijo. Ja, Monako je verjetno ena od najprominentnejših dirk sezone, si predstavljam. A tudi tako, ko prijete fotografi, tja zgleda kaj drugače, kakor naprimer, ne vem, v katerem drugem mestu. Ali je zate iz fotografskega stališča naprimer zgolj še ena od dirk? Verjetno malo lepš zgleda, ne, ker se vendarle premikajo čez mesto. Ja, iz fotografskega vidika, kar se mene tiče, najboljša dirka. Pravi, da Singapur tiste še nisem delal, ker je nočna mestna dirka. Samo se mi zdi, da imaš podnevi več za delati, če gre po mestu, ne. Bistveno bliže progi si lahko, bistveno več, kamkoli se obrneš, eno fotka za narediti. Tako da je meni osebno najboljša destinacija. Za samo fotografijo, vse drugo ne toliko. Cene so visoke, verjetno. Ne, v bistvu ne, cene ne so tako visoke, samo, ne vem, na večini dirk je, vse se vrti okoli dirkanja, ne. Monte Carlo pa nabašajo pedok celi s temi zvezdniki pa to in je malo norišnica, meni pa to ne diši najbolj, no. A ja, sem mislila, da ti je všeč, da lahko fotografiraš potem razne slavne obrazde, pa to še kje drugje unovčiš? Ne, mislim, včasih me zbukira za kaj takega, samo bistveno rejši na progi fotkam, kaj pa samo dirkanje, no. Večji izziv je, pa nekako ni tista scena najbolj za mene, no. Zanimivo, kako si prišel pravzaprav na fotografiranje enih najhitrejših pravzaprav športov na svetu. Glede na to, da prej si, čeprav vem, si pravzaprav iz modne fotografije nekako prišel na formulo. Do zdaj sem fotkal praktično vse, kaj se da fotkati, ne. Modo sem te začel delati, pač sem se odločil, to bo zdaj nekaj, kaj bom delal. Pa mi je bilo okej, te sem šel malo v Milano, pa mi tam cela scena zato ni najbolj dišala. Aha, kaj pa ti ni dišal? Celi način, kako se dela, pa osebni odnosi, pa vse kaj okoli samega tvojega dela, ne. Že to, da tam, ne vem, na seti čakaš 4 ure, si tam pa delaš pol ure vse vkup, pa vedno se čaka nekoga, ali make-up, ali stiliste, ali... Niso poskrbeli zate kot za zvezdo? Nemaš kaj delati, ne, moraš počakati, da se to naredi in je tako malo dosadno, pa ni driva, ni tistega, ne. Ti imaš še vedno tam praktično statično stvar, ki si jo lahko ponoviš fotko, celi dan si lahko ceta načeloma vzameš. Saj včasih je omejeno nekaj, samo pri formuli pa je bistveno večji izziv, ne. Pač en moment zamudiš, pa neš fotke zdelati ali pa zamudiš nekaj pomembnega, ki se mogoče v zgodovini zgodilo, ne. Za naprej. Bistveno večji drive je, pa adrenalina malo, pa sproščeno, mislim sproščeno. Med samim folkom, s katerimi delamo tam, je bistveno boljše vzdušje, ne. Ja, saj vsakemu verjetno odgovarja nekaj drugega. Vid, kako si pa ti pravzaprav sploh pristal pri fotografiji? 2006 imaš napisan kot letnico, ko si se začel resno ukvarjati, sicer bolj z videom najprej kot fotografijo. Kaj te je pa privleklo sploh v ukvarjanje s podobami? V bistvu, kdaj sem prišel v Ljubljano, bilo grdo vreme, pa bilo dosadno v sobi tisti študentski. Srejo kamero zmejo, ki ga nisem želel, praktično pač gluposti smo snemali tako, ne vem, na žurka smo se snemali pa nekaj, kar nekaj. Tega sem iz tistega dolgega ceta si neki program za montažo naložil na računalnik, ko sem začel norosti snemati. Pač sam sebe sem snemal, pa sem naredil Megaverov intro samim sabo v sobi notri. Pač čista bedarija, ne. Te pa nekako to začelo me vleči. Tega smo s kolegi začeli norosti snemati, malo kratke filme pa to. Jaz smo na Grossmanovem festivalu začeli kratke filme snemati pa prijavljati, pa tako počasi te nekako je to šlo v fotografijo, ker mi je bistveno bolj zanimivo, mi je dobro fotko narediti, pa zahtevno, kak video neki, ne. Ker študiral pa nisi nič v tej smeri, ne? Multimedija kasneje. Kasneje? S čim si pa začel? Če sem z materiali v metalurgijo. Te pa sem
neko jezikoslovje, ne vem več, kako se reče. Aha, si bil tako zelo vpet v pa ta še študij, da si nekaj, ne pozabil. pa še nekaj je bilo, ne, tam so me malo razkurili na faksu, tistem drugem, pa sem te kar, pač rekel, jaz tega ne bom poslušal življenj, pa se učil tega, pa te sem šel 1 leto dela, ker sem si zaslužil za šolnino, te pa sem tisto naprej, večino vas se sam naučil. Ne boš rekel, da si od videa začel že tako hitro služiti, ali kaj? Ne, To se ne, tudi ne. da? Ne, te sem prek študenta sem delal, pač to, kaj se dela, ne, selitve pa na študentskih bonih, pač to, kaj delaš te, ne. Ja. Ja. Kdaj je bil pa pol tisti ta trenutek, ko si postal v bistvu, ko si se profesionaliziral? To je že bilo 2004, to, kar sem zdaj razlagal. Tisto pa po 2006 pa do 2010 nekaj počasi vmes tam sem te... Itak delaš nekaj drugega, pa poleg še to, pa te nekaj zaslužiš, ne vem, z videa, pa si novo opremo kupiš, pač tako počasi nekako to raslo. Ne, nemam točno meje, kdaj točno, samo počasi je to začelo se tako prelagati, ja. Sej, kakšen imaš pa fotoaparat? Zdaj slišim, da so že v bistvu te zrcalno-refleksni, da so v bistvu že tako malo zgodovina. Ne, jaz imam kar to. Sem imel tudi tistega, mirale zmes, samo mi je sistem... Tudi DSLR še je taki, ki ga lahko vržeš po štengah dol, pa ostane celi. Preverjeno večkrat ostane celi. Okay. Pa na vodi, ne vem, če daš lije celi dan, pa ga nosiš brez zaščite, se mi zdi vseeno še nekako zaenkrat, no, s tem, da tudi se odprti sem za vse. Ja, pa res taka oprema pač meni strašno nepomembna. Jaz sem prej 2 leti formule fotko z opremo za poroke, kit za poroke v bistvu. Objektiv, ki je čist neprimeren za formulo bio. Aha, zakaj pa, kaj pa je razlika, naprimer, med tem za poroko pa tem za... Bistveno hitrejši autofokus imaš, v ceni je ful razlika, ne. Objektivi so boljši, s tem, da sem prva leta sem vlagal rejši v potovanja, pa sem si sam, če sem kaj zaslužil, sem si 2 dirki sam pokril in sem namesto v opremo v to vlagal, ne. A ker to pomeni, da pravzaprav na svoje stroške potem hodiš v tujino fotografirati, potem pa upaš, da kupijo tvoje fotografije? Ja, če grem freelancat, ja tak, ja. Vse si sam plačaš, pa tam koliko dobro narediš, toliko zaslužiš. So pa dirke, ki me bukirajo za kaj določenega, tisto pa te pač bolj na easy, glede sekiranja okoli financ, je pa delo meni zanimivo. A to, naprimer, ko si delal tudi za Lewisa Hamiltona, to pomeni, da te oni najamejo, pa moraš potem samo njega spremljati, ali kako? Ne, tam sem, tisto, kaj jaz njemu prodam, je večinoma kaj na proge naredim, ali pa po pedoki. Tisto, kaj pa so me njegovi, tisti ljudje, ki mu socialne medije pa to bukirajo, pa so me, v bistvu njegovi gosti, ki so prišli na dirko, so me tudi bukirali, da sem njim pokril celi dan tam, pač vse, malo sem šel formu delati, malo sem z njimi delal. Tako da tam smo bili, ja, celi dan več ali manj skup, samo tisto tako delo, kako da je poroko fotko malo, tisto dosadno. Dober keš, ne samo, nemaš kaj kreativnega gliza narediti tam, no. No, pa verjetno spoznaš tudi voznike potem malce od bližje, ali... Ja, določene. Ipak je tak, mislim, ti si vedno tam, samo isti folk hodi z dirka na dirko, ne. Tako da tudi fotografi, ne vem, novinarji, tako že malo kaj na družina si, ne. Da si z enim iz tujine, si skup včasih zbukiramo prenočišče, pa se vozimo skup na dirkališče, pa na večerja hodiš pa tak. Dirkači so malo manj dostopni. Pa jaz se probam malo distancirati, se mi ipak zdi človek tam je zato, da vozi, ne zato, da se mu tam nešče, ne vem, po avtograme hodi ali se proba družiti. Če si oddaleč s fotoaparatom, je drugače? Ja, jaz sem v bistvu glih zaradi opreme, ki sem prej razlagal. Imel sem neprimerno opremo za to, kaj novinarji tam delajo, mislim, fotoreporterji. In sem malo skrival, da sem dobil to, kaj sem htel, in v bistvu to me te Hamilton, na primer, njemu se je dopalo, da mu nisem nikoli facal, tako samo drugi fotografi, ne. Tako da sem v bistvu prek totih lastnih omejitev nekako njegovo zaupanje dobil. S tem, kaj on je tak, ne vem, jaz sem ga v celem ceti, kaj sem kakoli delal z njim, 3-krat sem imel cet, tako da smo sedeli za mizo, pa se malo pogovarjaš, pa tak. Večinoma so itak od četrtka do nedelje praktično imajo na sekundo vse stempirano. Z Ricardom pa malo smo, ja, tako se pohaklala bolj na prijateljskem nivoju. Tako da ti po Instagramu norosti pišemo, pa v pedoki, če se vidimo, se malo omeniš, pa reš na kavo, kako. On je ipak bolj, ni 7-kratni svetovni prvak, ne, tako da malo menj ga oblega, magari je, oni, kako bi temu rekel, trenutno je ful taki
medijsko ga grabijo, glih zaradi njegovega karaktera. Je pa bistveno bolj dostopen, no, pa za zabanci, bolj taki, kak mi je. No. Lahko na štenge se sedeš, pa pivo spiješ, nekaj v eni zakotni ulici. No, sliši se daleč od tega, kar si sicer predstavljamo, naprimer za voznike Formule 1, že to, da pijejo alkohol, ne? Ampak mogoče o tem še malce več spregovoriva po oglasih. Vzeli si bomo par minut, ostanite z nami, Vid bo tudi ostal z nami. Lepo pozdravljeni nazaj, kot obljubljeno je z nami še vedno Vid Voršič, fotograf, s katerim govorimo predvsem o fotografiranju Formule 1, kamor se tudi sam odpravlja že ta vikend. Vid, si imel kdaj priložnost, da bi v Sloveniji kakšnega, ki je danes mogoče že voznik Formule 1, tudi ujel? A imamo mi sploh to možnost, da bi ljudje prišli do Formule 1? Kako v bistvu začnejo s temi vožnjami? Gre res za gokarde najprej? Ja, vsi začnejo v gokardi načeloma, s tem, ker tam pač počasi rasejo po moje po nekih ligah. Sicer ne spremljam dosti tega, niti nobenega drugega motošporta, razen Formule ne spremljam, ni mi listno zanimivo. So pa finančni vložki taki, da večinoma, ne vem, prilezejo do kakih Formul 3 bolj lokalnih, mogoče italijansko prvenstvo ali kaj, samo tam se načeloma konča na žalost. So neki talenti, sem videl, zdaj doma še nekaj totih ful mladih hodijo v Italijo dirkat, pa to samo ne vem, no. Mislim, bilo bi fajn, da kdo prije do časa večjega, je pa ful težko, no, sploh glede na to, kako zaledje motošporta je v Sloveniji. Saj zanimivo, recimo formulo si začel fotografirati zato, ker ti je bil sam šport zanimiv. Ja, sem pač že od otroštva, smo vedno doma, ne vem, družinski piknik, pa smo gledali formulo notri, moški. Piknik pa ste bili notri. Ja, malo, ali pa si se dril, fotor je pekel čevap, pa sem se vse rezultate drli, bom pač tak je že večno, ne vem točno, zakaj me je to tako pritegnilo. Ne vem, samo dirko, če gleda človek, ki ne spremlja celotne formule, je ful dolgocetno ve biti, ne. Samo meni je vse celo ozadje, pa ne vem, tehnične rešitve rad gledam, pa primerjam med avti, kaj so, v kako filozofijo avta so šli, pa aerodinamike, to razpremljam, pa veš, ena ekipa začne kopirati od druge ekipe neke dele, pa si vmes neki veto vlagajo, pa tožarijo se, pa pač taka ena španska nadaljevanka, cela dirkaška serija, tako da. Pa imaš čas to spremljati med tem, ko ti brzijo avtomobili takole pred fotoaparatom mimo? To je verjetno kar težko ujeti takole. Ja, s tem, da to je glih meni čar nekaj, ki bi ga rad prikazal ponavadi, ne. Zdaj gledam, kako se keri avto obnaša, kako linijo keri voznik vzame, ti moraš prilagajati svojo delo temu, ne. Imaš dva voznika v istem avti, pa enega dobiš vsaki krog na perfektno fotko, od drugega praviš pol ure, da dobiš isto fotko, ker bistveno bolj agresivno pela. Včasih drugo linijo jemlja, pa narediš iste fotke narediti. To malo taka malenkosti spremljaš, ne. Konec koncev imaš ker imaš, kaj, tistih 10 sekund, v bistvu, koliko časa imaš, da ujameš ga? Ja, odvisno, v enih delih imaš par tisočink, ne. Monte Carlo, če greš čisto po graju, tam ti tak mimo odleti, ne. Samo točno veš, na katerem deli bi rad kaj dobil približnega, ne. Jaz ponavadi prav neke detajle, ki jih povprečni gledalec Formule 1 že, kaj še kdo drugi, ne bi nikoli opazil na formuli, ne. Tudi na televiziji jih ne vidiš. Monte Carlo mi je tam en ovinek fajn, ki so, v bistvu je tlakovec. In sekajo ovinek čez tisti tlakovec. In tam, ko imajo mehke gume, samo ko imajo mehke gume, pa ko je zadosti vroče, se za tisočinko vidi vzorec od tlakovca spločnika na gumi, pa zgine, tak zgine, ne. Pravi moment to vloviš, da folki prikažeš malo ene detajle, ki ne so s prostim okom, pa ne na kameri vidni načeloma, ne. To si mogel pa dolgo časa stati na tistem ovinku, da si to ugotovil? Ja, v bistvu na fotki nekaj probaš, pa slučajno opaziš en taki detajl, ne, ki ga prej nisi nikdar videl, ne na televiziji, pa ne na drugih fotkah. Te pa začneš to loviti malo tako, ne, ali pa čez kak kanal se zapela, pa se vidi odtis od kanala čez gumo za sekundo mogoče. Pač take malenkosti Se pravi, zdaj upamo, da bo dovolj vroče v soboto, da bojo mehke gume. Tisto fotko že imam, tako da nekaj drugega bom si zdaj naštudiral. Probam vsako leto kaj drugače narediti. Slej ko prej tudi, če nekaj narediš dobrega, začne drugi malo kopirati, pa na isto mesto hoditi. Tako da jaz si vedno dam izziv, da nekaj novega, kaj še nima drugi. Kaj je vedno težje narediti, ne, samo vedno se najde kaj. Katerič pa greš zdaj že v Monako? Mislim, da sem prvič bil
16. Pa potem vsako leto do lani verjetno. Lani je bila itak prvič v zgodovini sploh odpovedana Monte Carlo dirka. Mislim, da od leta 50 ali nekaj takega, še več. Ne vem točno. Ja, pa lani so odpovedali. Wow, to se pa potem kar nanese. Tudi sam sicer rad hitro voziš po cestah? Ne, jaz imam izpita za avto. Ampak kolo pa voziš kar hitro? Ja, bicikl pa kar, ja. Ja. Sej, je mogoče se ti zdi to malo povezano, adrenalinski športi na eni ali na drugi strani? Adrenalinski definitivno. Mislim tako, če enkrat občutiš malo adrenalina, takor potegne, ne. Ja pa tako, jaz sem pač malo hiperaktiven in edini moment v življenju mi je, ko sem malo v nevarnosti, da se lahko skoncentriram in pač, ne vem, na bicikli ali pa na snowboardi ali na formuli v pedovi, ko se ful dogaja nevarnega okoli, te si sfokusirani v tisto in to mi je, neki drev mi je. A si že sedel v formuli mogoče? Ne, niti naj notri prišel. Tam ima zice obrezane ob telo, pač v kalup naredijo vsakega dirkača, tako da po mojem bi se zataknil notri, da preden bi do dol prišel. A so taki bolj tako kot džokiji, so zelo Ja, pa ležijo majhni? notri. V bistvu leži z nogami naprej, pa čisti, pravim, kalup je naredi po riti od vsakega. So večinoma manjši od tebe, tako ko se z njimi Ne pogovarjaš? vsi, dosti, večina manjših, mislim, tudi koristno je manjši, ne. S tem, ker zdaj so jim naredili neke omejitve po kilah, da tisti, ki so težji, nemajo toliko problemov so imeli, več kil je bilo, ne, težji avto, ja, tam se vsaki gram je pomemben, ne, na formuli. Zdaj so jim tu malo nekaj omejitve sprostili, tako da so pa ja. Na dol ali na gor so jim sprostili omejitve? Mislim, da imajo nekako na zgor zdaj nareto, tako da so približno izenačeni. Aha, se pravi, da ne smeš biti težji od določenih. V interesu ti je, da si lažji, ne, samo prej je bilo tako, tisti, ki je 20 cm večji, imaš ene, ki so, Filipe Massa bil, ne vem, meni do rame, en je bil glavo večji od mene, drugi, ne. In je bil hendikepirani v bistvu, tisti večji zaradi svojih kil, ne. To so zdaj malo izenačili, tako da načeloma pa so kar mali, ja. Morajo imeti potem težje avtomobile ali kako potem to Ne, izenačijo? vsa določena, maksimalna teža, celo minimalno, ne sem ziher. Ni pa noben shira. Neka nova pravila so letos, tako da ne vem točno. Ne sem spremljal, zdaj lani pač ne sem spremljal tako v detajle, vse zato, ker mi je malo mi je palo vse v kup, zdaj pa no, počasi sem začel nazaj se. Bi bila to še ena stvar, ki bi jo mogel potem prek zaslona gledati, verjetno, ne? Ja, mislim, vse lani sem celo sezono gledal od doma. Je malo čudno bilo, ali dobro. Katera je bila zadnja tekma, na kateri si bil pred korono? Abu Dhabi, 2019. Pač zadnja dirka sezone je bila. To je bilo zadnje, ja. Kako pa se zate, recimo, z fotografskega stališča Abu Dhabi razlikuje od Monaka? Tak je, Abu Dhabi je drugačna moderno svetloba dirkališče. tudi mogoče. Ja, vse dirkališče, vsaka dirkališča ima drugo svetlobo, v drugih urah je, ne. Abu Dhabi ima en čar, zato ker se začne dirka pred sončnim zahodom, podnevi, pa gre v noč, ne. Tako da imaš sončni zahod mes zafotkati na dirkališče, te se reflektorji vklopijo, malo je drugače, ne. Je pa dirkališče moderno in pač je fotogenično, tisti hoteli sred parkirišča osvetljeni, pa tako nekaj, recimo, da ima nekaj čare, samo bistveno rajši greš Monte Carlo, pa neke stare proge, ki so Red Bull Ring, na primer, gre čez v planino gor pa nazaj dol. Pa Kje pa je to? v Avstriji. V Belgiji, na primer, gre skozi ove Ardenski gozd, je 7 kilometrov proge, bolje razgibana. Pa si potem ti kdaj stal v tem gozdu tudi? Ja, tudi fotkaš včasih zgodaj, ne, vedno si iščeš neke točke, pa to. Kako pa potem priješ? A potem se praviš, da nimaš izpita, a se potem s kolesom voziš okoli po progi? Ali Ne, na kakšen takole način? proge pešačiš, ne. Mislim, imaš tu šate, na določenih dirkališčih imaš kombije, ki vozijo okoli. Tako da lahko ti greš z opremo notri, pa stopiš ven na točki, ki ti paše, oni pa krožijo skozi dirko, recimo, ne. Da bistveno več pokriješ. Monte Carlo, na primer, tam peš hodiš, ne. Ali pa Azerbajdžan je najbolj zakomplicirani, ker so vse ceste še bolj zaprte v Monte Carli. Tam sem, mislim, da celo prehodil 29 km v enem dnevi. Wow. To opremo, to je rekord, se mi zdi. Sej, koliko je en krog drugače ponovadi? Krog To je odvisno, kar imaš nekaj kilometrov. mislim, da nek reši okoli 3 Monte Carlo, najdaljši je zaenkrat, mislim, da Azerbajdžan okoli 6,5. S tem, da ne reš, v mestnih dirkah ne reš kroga narediti, ne. So hiše vmes pa druge ceste.
Druga dirkališča pa imaš tako, da se odšetaš lahko okoli celega. Pa ne stojijo ljudje potem ob strani, ali imate vi akreditiranci, imate še vedno ta prostor? Ja, tudi določeno, ja. Jaz sem na začetku, sploh ko sem prišel tam, ti dobiš najprej za pedok samo akreditacijo. Fotografa je omejena cifra zaradi varnosti, ne, ob progi. Moraš si v bistvu zaslužiti, da priješ do tiste tribune, pa so kar vkregli zaradi nesreč, pa ta, ker tam lahko kaki kotač odleti, pa v bistvu je kar nekaj smrtnih žrtev bilo med fotografi pa delavci v progi. Če nesreča, pa 200 norov tista guma velika v glavo prileti. Si ti tudi že imel kako nesrečo? Ne, mislim, videl sem jih, pa že mi je kaki kos karbona, ki mimo priletil, samo na srečo nič. Da si sam tekal stran ali se sklonil? Vrže se zagrajo, ali pa mislim, ni že tak šlo na taki kloskal, no. Prej v boksih je večja verjetnost, da ti kaj, ko si skoncentrirani v svoje delo, pa z druga ekipa, kdo v boksa zapela notri, pač ful hitro preletijo notri. Samo tam tudi mehaniki tudi vedno malo gledajo, če je kaki novinar okoli, pa te za ramo nazaj potegne pravi cet. A nimaš kakšne čelade ali pa kaj, ko prideš tja? Ne, tam ne. To so v drugih serijah, tam, ki tu je benzin, tam ne pa to tam mora imeti. Tu pa formulis pač, tak. Aha, pravi, si že fotografiral s čelado na sebi? Ne. Ne, pravi, na druge stvari niti ne interesira, neka druga serija, da bi fotkal, pa to formula mi je zato sploh ful visoki nivo je, ne, vsega. Vsi, ki delajo tam, so top, ne, od novinarjev do ekip samih mehanikov, konec koncev catering imajo tam top noč, veš, vse je dodelano in je okolje delovno, fajn, vedno te dreva naprej. Torej te tudi nahranijo, če prideš tja? Ja, pač greš z novinarja, poskrbljeno načeloma, greš lahko v motorhome od kjerkoli ekipe. Eni imajo kosila, eni imajo samo neke sneke, tako, pač odvisno, koliko keša imajo. Ja. Seveda, se pravi, v Monaku te verjetno žejnega in lačnega ne bojo pustili? Ne, tam kar Red Bull ima svoj splav, na kjerem imajo gostilno. S tem, kaj letos itak, letos po mojem bo to vse zaprto. Bomo v svojih bablih, pa glavno, da se dela. No, sej, važno, da tekma bo. Vid, jaz ti želim, da bi se imel čez vikend kar najboljše, da pade tudi kakšna dobra fotografija in pa lepa hvala, da si prišel to izkušnjo deliti z nami v studio. Tako da, kdaj odpotuješ? Zgodaj zjutraj? Ne vem. Ne veš še? Nemam pojma. Jaz zadnji moment pakiram, tako da petek bom znal točno. No, v redu, zmenjeno. Vsekakor želim ti srečno pot, pa hvala, da si se oglasil. Hvala tebi. Tako, vi pa le ostanite z nami, po oglasih se bomo vrnili nazaj v občino Logatec, kjer nas Rok že pričakuje z novimi gosti in sicer z avokadoti. Pa so res avokadoti tokrat sadje ali so kaj drugega, za kaj več? Ostanite z nami tudi po oglasih.